lepo, kako lepo. AMG, pokaž mi, kaj znaš. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye, have a nice day. Hej, Kačo, Okay. kako te punci ime? Hey, sorry, what's your name? My name? Yeah. Nilze. What, how? Nilze. Nilze. Nice. All right, Perfect. have a nice day. You too. Bye bye. Ok, prvič v sedežu, pa čeprav so vozniškom AMG-a, Kačo voz in zaenkrat to dela odlično, kako ponavadi. Je že zelena? Ne, ja je. Poka! Poka! To je njegov jezik. Jaz govorim slovenščino, Matej tudi govori slovenščino, avto pa govori pokajoščino. Pokakaščino? Avto govori V8 jezik. Jaz mislim, da je to je ta prava špraha za danes. Drugače so pa sedeži taki, zelo školjkasti, zelo dobro primejo. In tudi zadnji dobro izgledajo, vidiš te srebrne vložke? Odnesel ga je, Kačo je po hodu. Ja, vsi ti konji se nekje morajo poznati, ne? Pa tudi če tako ti telefon odnese z roke. Bam! Lisboa, Portimao. Vidiš, to je pa en tak zanimiv dinamičen prikaz, kako delajo fedri, pa kakšen je G-Force. Ja, to je Boan. To stari AMG, stari. Ok, zdaj pa zares. Zdaj pa na dirkališče, pa da vidimo, kaj tale avto res zna. En ogrevalen krog, 3 hot laps, pa en cooling down lap. Let's do this. Motherfucker. Še z boksov nismo ven prišli, pa sem že kar malo razburjen, malo me lulat. There's no overtaking in the group, that means we stay in this order. Drugač pa se vam zdi fair, da se inštruktor vozil v AMG GT-ju, jaz pa v eni težki limuzini. Zdaj se peljemo še zelo turistično, pa že zdaj vidim, kaj ta avto zmore, kar se trakcije tiče, neverjetno, ne. No, lahko že kar takoj povem, da tole v tem trenutku, v tem segmentu, jaz tekmeca ne vidim, vsaj kar se voznih lastnosti tiče. Hard brake. Kje sta pa oni za nami? Ni jih. Štirikolesen pogon pri tem avtomobilu je variabilen. To pomeni, da se non-stop, konstantno, večkrat v sekundi prilagaja razmeram. Vidiš, we have to slow down a bit. Mi imamo 3 hitre kroge in moramo vmes bremzati, zato ker je una skupina malo počasna. Excuse me, is there a possibility to get one extra hot lap? Kako lepo, kako lepo! AMG, pokaž mi, kaj znaš! Ujel ga bom, počas, gas. Evo ga. Zdravo, gospod inštruktor, kje ste? Kar se pa tiče primerjave s prejšnjo generacijo AMG-a, jasno je, da se karoserija nagiba manj, jasno je, da je avto veliko bolj stabilen, predvsem v zaviranjih. Kar se pa tiče učinkovitosti oprijema, pa jaz mislim, da sta avtomobila tam. In to v vsakem primeru pomeni odlično. No in če zdaj naredim en tak malo bolj melov povzetek, jaz sem čist prešvican, kar se pa voznih lastnosti pa celotnega performansa tega avtomobila tiče, tukaj na dirkališču v Portimau, ja, presegajo moja pričakovanja, moram priznati. Jaz sem že predhodno generacijo AMG-a pelil kar veliko, z njim sem pelil tudi naše Siolove bralce in sem bil takrat nad njim zelo navdušen. Ampak kar je pa tale avto sposoben narediti v ekstremnih razmerah, jaz mislim, da je še pikico ali pa bom rekel za eno stopno boljše v celostnem pogledu. To se pravi, avto je bolj stabilen med zaviranji,
malo bolj potegne, do 100 ima valjda 3,4 sekunde in tudi na splošno moram reči, da je tistim res hitrim voznikom še malo bolj naklonjen. In to je lahko pri modelu oziroma izvedenki, kot je AMG, samo plus. Če bi imel laske, bi bili čist mokri. Chunky monkey. No, ene stvari pa nisem pokazal. Kako izgleda launch control na števcu. Za finale dneva bi pa rad pokazal samo še eno stvar. A veste, razlika med avtomobili, ki so športni danes, pa takšni, ki so bili športni 20, 30, 40 let nazaj, je velika. Te imajo veliko duše, ampak so pa vseeno veliko počasnejši. Poglejte si tale drag race. Kaj pa, če bi jaz preveril, če gre tale avto kaj počez? Mi že bo kdo hud? 3, 4.